Spet se vprašam, glede na vsebine, ki jih vidiš na TikToku, ne, a je res to, da tam pač zakroži nek zajebanski komad, kjer si ljudje podajajo nek cigaret. Je to res toliko problematično, da je to bolj problematično od nekega Jelinčiča, ki poziva, da je treba odstraniti neke skupine ljudi. Mislim, je bolj problematično to, da jaz govorim, da nekdo ni fašist, ali to, da nekdo poziva k odstranitvi obrobnih družbenih skupin. Mislim, ne razumem, kaj se dogaja včasih. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci, gledalke in gledalci. To je Večerov podcast, Večer za vikend. Daljša različica našega dnevnega podcasta Večer je zjutraj, ki ga dostavljamo ob delovnikih in je dostopen na vseh platformah za podcaste. Moje ime je Tjaša Gajšek in danes je z nami Leopold I. Leopold, zdravo. Zdravo. Eno leto je približno, odkar smo začeli snemati te podcaste. Imeli smo obletnico in nisi prvi reper, ki ga gostimo. To je bil že Mišel Amoristov, se poznata, ne? Dobra izbira. Ja. Sem ga tudi videla v enem izmed tvojih videospotov, mislim, da v Skada. Ja. Prijatelja. No, in njega smo prosili, v bistvu, da se predstavi kar sam, s tem, da nekaj odrepa o sebi. Lahko mi dva poskusiva isto, kdo je Leopold I. Mislim, Leopold I je reper iz Gornje Radgone, ki proba muziko približati sleherniku. Ali bi mogel to odrepati, ali kaj? Mislim, če si v tem razpoloženju. Pa veš kaj, iskreno, Amo je dosti boljši freestyler od mene in me ne čudi, da je on to odpural. Jaz pa se rajši držim napisanih vrstic, tako da ne bom nekaj se ven meto, če ne treniram trenutno freestylo, ker vseeno to je veščina, ki jo je treba trenirati in jaz se bolj držim napisanih lirikov zadnje cajte, tako da naj ostane pri spoken wordu. Ti je pa bil freestyle včasih blizu, ne, v preteklosti? Ja, mislim, to je že celo večnost tega, ampak mi smo odraščali z filmom 8 Mile, z Eminemom in v tistih časih se nisi mogel uveljavljati kot reper zares, če nisi freestylal in hodil okrog po teh raznoraznih reperskih dogodkih, kjer so se delali cypheri in se je batlalo in smo pač nismo se pogovarjali sploh z reperji, ampak smo repali. Tako da to so bili zanimivi cajti, ampak nikoli nisem, mogoče sem vseeno prepočasen jaz mentalno, da bi se šel v te igre, ali pa nikoli nisem razvil teh veščin do te mere, da bi zdaj se uveljavljal kot nek freestyle reper zares. Zdaj začela bi tam oziroma nadaljevala najin pogovor tam, kjer se, kot sem videla, sicer začne večina tvojih pogovorov in intervjujev, ampak bom potem aktualizirala to, torej leto 2020, čas pandemije, čas koronavirusa, zaprti, velikih tudi političnih napetosti, veliko tesnobe in na YouTubu se pojavi tvoj prvi singel, Nesen, v bistvu protifašističen singel, ki se nam je zdaj že takrat, pa tudi zdaj, ko gledamo nazaj, zelo pogumen, zelo direkten. Tudi ta moment, kjer na neki točki slišimo Janeza Janšo in njegov poziv k temu, da se vidimo na ulicah in trgih. Pogovarjava se torej 6 let pozneje, v tednu po državnozborskih volitvah, po kampanji, ki se zdi, da smo se nekako strinjali, da je bila torej takšna, kot je še nismo videli, ne? To zdaj vsi ponavljamo, ampak kar te želim vprašati, torej 6 let pozneje, kako se je ta singel postaral? Mislim, za te kampanje, mislim, da na vsaka 4 leta pol govorijo, da česa takega še nismo videli, ne? Ampak je pa res, ne? Tehnologija se je precej razvila v zadnjih letih in vidi se, da volitev ne odločajo več programi in ideje in neka vizija strank, ampak odločajo samo še socialna omrežja, influencerji, to, kdo ima boljšo tehnologijo ali pa kdo zna boljše izrabiti nove tehnologije, ne, te orodja umetne inteligence smo videli letos prvič, ne, na volitvah. In to se je napovedovalo, da bodo v prihodnje volitve odločali algoritmi in ne več nekako ozaveščeni posamezniki, ki sprejemajo odločitev o tem,
kdo bo vodil državo v prihodnje na podlagi nekih ozaveščenih ali pa nekih dejstvih, ampak samo še na podlagi čustev. Saj verjetno tudi v preteklosti so odločala čustva, ampak danes je to še toliko bolj očitno. Zdaj, če se pa vrnem na Nesen, to pesem sem napisal bistveno pred tem, ko sem jo izdal, tako da ta pesem je ležala na mojem disku sigurno kakih 5 let, že takrat, ko je prišla ven, tako da že takrat to ni bila zares čisto sveža zadeva, ampak očitno nam je uspelo ustvariti nekaj takega, kar ostaja relevantno skozi leta. Mogoče danes še toliko bolj. Danes sem se zbudil z spet eno zanimivo novico. Na Instagramu me je pričakala novica o tem, da so mi odstranili video z Instagrama zaradi tega, ker spodbuja nasilni ekstremizem. To se mi je dogajalo prej že na TikToku v zadnjih mesecih, sploh zdaj v času te predvolilne kampanje. So mi začeli te socialna omrežja, v bistvu so mi začela blokirati videe, kar je zelo zanimivo. Tu se spet pokaže to, da očitno je, da so socialna omrežja tista, kjer se zdaj bije ta bitka za javno mnenje, in očitno ne vem po kakih ključih ti algoritmi delujejo, ampak očitno me nekdo prijavlja, zato ker videi so bili kar nekaj časa že objavljeni, preden so jih začeli odstranjevati. Kar je zelo zanimivo. Jaz mislim, da so tudi klasični mediji popolnoma zgubili vojno, ali pa ste zgubili vojno, meni je žal, da tako povem, proti influencerjem. Influencerji so tisti, ki bojo ustvarjali javno mnenje. Razlogov je seveda več, od tega, da se influencerji znajo dosti boljše pozicionirati, ker nagovarjajo človeka zelo osebno skozi njegov feed, se pravi, tam, kjer se človek počuti najbolj domače, tam se pojavi influencer, in medtem ko mogoče servira običajno neko zabavno vsebino, pa vmes začne plasirati neke ideološke teme in na tak način te dobijo. To je mogoče ena stvar, kjer medij nek klasičen medij ne more tekmovati. Težko se zdaj neka, recimo Večer pozicionira kot neka osebnost in človeka nagovori isto učinkovito, kot te nekdo nek pravi človek nagovori. Pa naj še dodam to, oprosti, moram še to povedati vseeno. Če pogledamo zdaj tega najbolj razvpitega influencerja, ki je pomagal v tej kampanji desnici, on se ne bo ustavil pri neki temi, dokler ne pride do konca. On gre in se stvari loti, sicer res kot nek profesionalen raziskovalni novinar, daleč od tega, deluje po čisto drugih principih, ampak strast je pa prisotna in zelo razvidna, in to manjka danes novinarjem. Lahko dam primer tega, da sem nastopal na Watch Dogu letos, oziroma lani je bilo to. Torej na podelitvi. Nagrad, in seveda, in se mi je zdela super priložnost, da mogoče pozovem novinarje, ki so tam, ali pa da jih spomnim na kompostarno Ceršak, kjer se dogaja ena velika svinjarija, in v bistvu ta kompostarna ogroža praktično celo Pomurje z oskrbo s pitno vodo, in se o tem praktično ne govori, in sem to povedal takrat na Watch Dogu. In takoj se je oglasilo več novinarjev, češ, mi smo pa o tem poročali, pa mi smo o tem poročali. Enkrat ste napisali en članek pred 5-6 leti in stvar je zaključena. Mislim, ta aroganca, ki je prišla med novinarje, ki niso več raziskovalni novinarji, ampak samo še ponavljajo neke vsebine, ki jih plasirajo drugje. To ni raziskovalno novinarstvo, in tega nam manjka, in potem se ne moremo čuditi, da so pa potem razni influencerji bolj vplivni in povejo
oziroma nagovorijo ljudi dosti bolj in ljudem dosti bolj verjamejo kot pa klasičnim medijem. To me zdaj več sploh ne čudi. Ne. Zagotovo je kontinuiteta spremljanja zgodb tudi ena izmed stvari, ki jih novinar mora početi, kot si rekel. Hvala za vse to, imam veliko podvprašanj. Najprej me zanima, katere skladbe so to, ki so ti jih umaknili iz družbenih omrežij, so to skladbe predvsem s politično vsebino ali tudi druge bolj lirične, bolj pripovedne, ki se ne tičejo politike? Ja, 3 so zaenkrat bile v igri in to so 200 politični. Ena je ta dehačka, ne, tako da to razumem, zato ker se tam neki jointi krožijo, pa TikTok je vseeno platforma namenjena mladim, pa mogoče to zdaj neprimerno. Ampak spet se vprašam, glede na vsebine, ki jih vidiš na TikToku, ne, a je res to, da tam pač zakroži nek zajebanski komad, kjer si ljudje podajajo nek cigaret. Je to res toliko problematično, da je to bolj problematično od nekega Jelinčiča, ki poziva, da je treba odstraniti neke skupine ljudi. Mislim, je bolj problematično to, da jaz govorim, da nekdo ni fašist, ali to, da nekdo poziva k odstranitvi obrobnih družbenih skupin. Mislim, ne razumem, kaj se dogaja včasih, res. Ja, pa mislim, da je tudi dovolj zdaj glede te teme. To sem še želela omeniti, si podcasterje in to, kako v bistvu novinarji po tvoji oceni izgubljamo ta boj z njimi pri dosegu oziroma prepričevanju ljudi. Kako pa ti kot glasbenik, kot umetnik, se ti zdi, imaš še vedno to moč, si lahko rečeš, da si kdaj vplivnejši od vplivnežev? Mislim, ne želim biti vpliven. To je zadnjo, kaj si želim, je se iti neki politični boj ali pa boj za oblast ali pa za moč ali pa za vpliv. Jaz sem tu zato, da delam muziko, pač rap je vseeno taki žanr, da mi omogoča to, da postavljam neko ogledalo družbi in to probam početi, ker mi je zanimivo opazovati ljudi, zanimivo mi je opazovati družbo, pa se včasih v svoji glavi počutim kot en taki mali antropolog, ne. To pa je to. Jaz ne želim, da je moja glasba konkurenčna ali pa da moja glasba tekmuje z nekimi influencerji, ker ne želim biti influencer, čeprav očitno danes smo vsi že po malem influencerji, ne, tako izgleda ta glasbena industrija danes očitno deluje. Spomnim se, da si v podcastu za Siol dejal, da si v zadnjem letu posnel več reklam kot skladb. Ja, vsi so mi rekli mozi, dokler lahko, in sem mogoče malo preveč šel v tej smeri, pač vseeno je treba financirati to glasbeno ustvarjanje, zato ker če želiš delati neke izdelke, kot jih mi delamo, ne, te zadeve stanejo videospoti, stanejo muzika, pač treba je najeti muzičare, ne pride to, ker zastojim vse, ne, treba je plačati studio, čeprav, ne, jaz imam to srečo, da sodelujem s ful dobro ekipo in mi ful pridejo nasproti in ni problem, kaj zastojim narediti, kdaj, ne. Ampak vseeno se stroški naberajo, tudi če želiš pol priti čez mesec, mogoče samo koncerti včasih niso dovolj, ali pa vsaj za mene ne. In si pomagam pa s temi reklamami in to mi omogoča, da si kupim to svobodo ustvarjanja. Tako da zdaj tisti, ki poslušajo, če vam grem na živce z temi reklamami, to je zato, da lahko delam naprej muziko in obljubim, da pride ful dobre muzike v prihodnje, oziroma že v ful kratkem. Se ti zdi, oziroma zdaj ima malo občutek, da se je treba za to kot da malo upravičiti? Ja, zato to govorim ravno zaradi tega, ker od marsikje pol pride ta očitek, ne, da skačem že iz vsake paštete, ne. Ampak ja, so razlogi za to, ne. Dal sem res ogromno truda v ta svoj projekt Leopolda I. in pač hočem, da se to tudi nekako prestuje na koncu finančno in tega niti ne skrivam, ne, tako pač je. Zdaj, če se lahko še vseeno malo vrnem k Nesen, če še lahko malo to temo načneva, torej takrat si vzel besedilo iz izjav politikov in iz objav ljudi na Facebooku, torej to je zdaj, se pravi 6 let, pa torej nekje 5 let, 10 let recimo je od tega.
In če se vrnemo malo v torej svet, v katerem smo zdaj v kampanji, ki smo ji bili priča, in sem te priprašala, kako aktualna je torej še vedno ta skladba, če bi danes jemali iz objav politiko, iz objav ljudi na Facebooku, bi bili ti verziji še bolj ostri? Tako bom rekel, ne, če si pogledamo celotno to kampanjo, v bistvu se pesmi same pišejo, ne. Mislim, to res nekdo lahko samo še zdaj gre, zbere te objave, pol pa imaš umetno inteligenco, pa jih kar vstaviš tja not, pa imaš novo pesem. Mislim, to se mi zdaj zdi že preveč enostavno delati, tako da, izjave postajajo iz leta v leto bolj sovražne, bolj direktne, manj je nekega tega sramu. Včasih je mogoče, ne, jaz sem govoril o tem pravno v pesmi Nesem fašist in potem rečeš nekaj, ne vem, homofobnega ali pa nekaj šovinističnega, ne, ker na ta način so tudi delovali takrat ti politiki, ki so to izjavljali, ko sem jaz jemal te izjave. Danes se več ne rabijo zagovarjati, nisem fašist, ne, to več nobenega ne zanima. Ne, zdaj se že pojavijo kateri, ki so čisto ponosni na to. Ne, tako da, če je fašist včasih veljala za neko žaljivko, danes postaja vse bolj družbeno sprejemljivo, ne. Da ne govorim o tem, da se vedno pogosteje, vsaj jaz zasledim kakšne objave, ko neki navadni ljudje spodbujajo v bistvu neko avtokracijo, ne, oziroma pravijo, da je demokracija, da ni primeren sistem, da bi bilo boljše, da pač en naredi red in je to, ne. Zdaj pa, če se še za trenutek vrnem k tistim algoritmom, ne, jaz mislim, da so problem tu spet neke besede, ki jih uporabiš, da te zato pol dodatno algoritmi blokirajo, ne. Mislim, da se pojavljajo besede, tako kot je v Harry Potteru tisti, ki ga ne smeš izgovoriti, ne, recimo beseda Hitler, tega ne moreš uporabiti na socialnih omrežjih, ker te bodo začeli blokirati oziroma si verjetno ful povečaš verjetnost. Zdaj pa bil bi vesel, če dobimo kak seznam besed, to so tiste nezaželene besede, ker tega pa ti noben ne da, ne. To je že George Carlin, ne vem, 60 let nazaj je govoril o tem, za nacionalno televizijo, ko se je cenzuriralo ljudi, kaj so slabe besede, ki jih ne smemo govoriti v družbi, ne. Danes si bi jaz želel tak seznam, nek posodobljen seznam teh slabih besed. Kaj pa pomeni, razen torej tega, kar sva se zdaj pogovarjala, torej te prepovedi objavljanja oziroma tega benanja, kot rečemo, ne, za glasbenika, za umetnika, da se tako neposredno politično v bistvu opredeli? Kakšne so neke zelo konkretne posledice, razen torej tega, oziroma se ti zdi, da je potem to prvo sito, kdo pač sploh so tvoji poslušalci, kdo te posluša? To težko ocenjujem, res ne znam tega oceniti. Pa se ti zdi, da je rap scena torej nasploh torej bolj liberalna, usmerjena k tem levi politični struji? Mislim, če pogledaš, od kod hip-hop izvira, bo težko desničarski, ne. Ampak očitno danes tudi to že gre, ne. Imamo tudi kakšne desničarske rapere, tako da, ja, čudo. Kdo pa ti je recimo blizu med nekimi glasbeniki na svetovni ravni, ti je blizu recimo ta retorika portoriškega raperja Bad Bunnyja, torej o združevanju, je to nekaj, kar tudi sam želiš početi oziroma se ogniti tej polarizacije? Čisto iskreno, jaz tako slabo spremljam popularno kulturo, da ti sploh ne znam odgovoriti na to. Slišal sem za Bad Bunnyja, vem, da je nastopil na tem Super Bowlu, ali kaj imajo v Ameriki, ampak nisem šel poslušati glasbe, tako da iskreno nimam pojma, o čem on govori. Ja, so mi pa blizu razni raperji iz Amerike. Se tega Bad Bunnyja sem vpletla za čisto iz osebne preference, no. Okay. Torej, nekje si rekel, da pisanje rapa si se naučil na forumih, ne, da si tam v bistvu zvedel, kaj so te pesniške... To je boljša tema, vidiš, to je bolj... Tako, dajva presekati, to sva obdelala, torej pesniških prvin, kot so aliteracija, resonanca, metafore, rima, ne. Kje so danes forumi, še obstajajo? Dobro vprašanje. Mislim, da še so nekje skriti pod površjem te greznice, o kateri sva govorila. Ampak ne vem, če so
mislim, da niso niti približno toliko aktivni ali pa popularni, kot so bili v časih pred Facebookom oziroma Meto. Ja, to so bili res neki zanimivi časi, ne jaz kot nekdo, ki mu je bil všeč rap pri 12 letih. V Gornji Radgoni sem živel, kjer ni bilo drugih raperjev, ni bilo dostopa do nekega rapa in do nekega znanja, kaj to sploh je, kako ta kultura izgleda. Tega enostavno ni bilo, ne. Bil pa je internet in preko in pol greš googlat Slovenija rap in se pojavi Monkibo, pa RVC forum, pa mislim, da še je bilo par drugih, ampak na teh dveh sem nekako bil najbolj prisoten. In priješ tja gor in tam so pa sami raperi, pa se ti zdi, vsi so raperi, ne. In kar vidiš, da je tam nek razdelek za rap dvoboje, pa za tekste, da objavlja svoja besedila, pa za komade, posneti komadi, wow, ne. To so bili časi, ko sem jaz imel doma en tisti palični mikrofon, ki ne vem, če še ga sploh danes kdo kje uporablja, ne. Mogoče v kakih teh nakupovalnih centrih, zato ker glede na to, kak je nerazločno po teh zvočnikih, ko imajo kake objave, je to ta kakovost, ne, tako da mogoče imajo oni te mikrofone. Glavnem, na to smo včasih snemali, jaz sem si, spomnim se, še vato sem si gor nabasal, da je kao neki pop bloker, ne, doma naredi, pol bil to gor. In ja, pol sem odkril te forume in tam na forumih je kar pisalo, kot iz nekega šolskega učbenika, kaj je to rima, kaj je metafora, pa primeri. Nekdo se je to res, ne vem, kdo je to pisal takrat, ampak nekdo si je res vzel čas in vložil ful truda v to, da je izobraževal nas mlade, nadobudne raperje na ta način. Celo obstalo je nekaj, čemu se je reklo domače poslušanje, tako kot imaš domače branje, in tam so bile napisani razni albumi ameriškega rapa iz 90-ih. Sicer pol ni bilo težko to najti, ker je tam vse pisalo, je pa bil izziv pol dejansko priti do te glasbe, ker ni bilo YouTubea oziroma ni še deloval v teh razsežnostih kot danes, ne. Niso še vsi uploadali svojih videospotov na YouTube. Tako da ja, bili so ful zanimivi cajti. Tam prek teh forumov sem spoznal ful enih ljudi, prve raperske kolege, tudi Amuta recimo, ne, ki si ga prej omenila. In iz tega so se spletla dejansko prijateljstva v pravem svetu. Iz tega je prišlo obiskovanje koncertov, z tega je nazadnje prišlo to, da danes ustvarjam muziko. Zdaj razmišljam, kakva verjetnost je, da so bile te razlage aliteracije in metafor in podobno prepisane iz kakšnega učbenika za slovenščino, ne? To se sprašujem samo zato, ker me zanima, kakšen odnos pa je potem bil do poezije v recimo osnovni pa potem srednji šoli. Si ločeval to dvoje oziroma si videl kot nekaj povsem drugega, torej poezijo, ne, kot klasično, kot si jo predstavljamo, in potem ta rap, ki si ga odkril na internetu? Ne, ravno zaradi tega, ker sem ravno v teh časih, ko smo se v šoli to učili, ker sem bil toliko star, se pravi 11-12 let, ne, istočasno sem odkrival rap. In mi je bilo to ful zanimivo, ne, mislim, jaz sem potem probal sam doma pisati sonet, ne, gledal sem, kak je Prešeren pisal, in pol sem jaz probal to pofejkati, to strukturo, ne, in pol jaz napišem celo nekaj in dam nekomu za prebrati in tako gleda, nekdo, ki je imel malo več znanja od mene, ne, o tem, in tako gleda in pravi, ja, struktura drži, ampak kaj pa notranja napetost? Kaj je notranja napetost? Shit, to je spet nekaj novega, ne. Tako da ja, mi je bila poezija tudi v osnovni šoli zanimiva, ne, ravno zaradi tega. Kdaj je potem glasba postala služba? Torej, da nisi več rabil prevajati oziroma, torej, prej si prevajal, ne? Zdaj več ne prevajaš? Drži? Ali še je to vedno tvoja služba? Mislim, tu pa tam še naredim kak prevod. Jaz sicer nisem delal kot prevajalec zares, sem študiral prevajalstvo, nekaj let sem delal tudi kot prevajalec, ampak zaposlil sem se pa v čisto drugem sektorju. Ja, muziko pa zdaj je tako, da se probam preživljati s tem, to pa je zdaj zadnje 2 leta, 3 leta, nekaj takega.
Nekje si se opisal kot odjemalec zgodb, torej da ti je to bliže kot pripovedovalec, ne? Odjemalec zgodb. Okay. Katere zgodbe so ti morda ostale torej iz otroštva, iz domačega okolja, katere so te izoblikovale? Kje misliš, da se je izostril ta čut za podrobnosti, za ljudi okrog, ta neka empatija, pozornost, ponižnost tudi morda, ki se čuti v tvojih pesmih? Dobro vprašanje. Se je lažje to vprašati, kot najti odgovor. Ja, zdaj ne spomnim se nobene specifične zgodbe, ni bila to ena specifična zgodba. Bolje je bilo to, da sem poslušal druge, ki so pripovedovali zgodbe. Recimo teta, se spomnim, da nama je sestro pripovedovala zgodbe velikokrat večer, ko smo prespala tam. In to mi je bilo tako fajn, ker neki filmi so se mi predvajali pred očmi, tako da to je ena taka prva asociacija. Druga tudi spomnim se v osnovni šoli, na nižji stopnji, tam 1., 2. razred verjetno, da smo imeli te neke, ne vem, kaj je to sploh bilo, ampak nekdo nam je prišel pripovedovati ali pa brati zgodbo in smo vsi sedeli na teh nekih udobnih blazinah in poslušali te zgodbe in to mi je bilo tako fajn, tako da to so nekako tisti čist prvi spomini na te zgodbe. Kasneje, potem tam pri 11, 12 letih, so pa to narativo že prevzeli v bistvu raperji. Klemen je bil en taki najbolj verjetno lik, ki me je zaznamoval v tem smislu, da sem jaz ugotovil, da se da skozi rap pripovedovati zgodbe, zato ker on pa res je mojster tega pripovedovanja nekih uličarskih zgodb, vedno se dogaja neke pizdarije, tako da to mi je bilo ful zanimivo, in to me je takrat predstavilo v čist neki drugi svet, v njegov svet, moj svet, kot pravi Klemen. Pa tudi Easy G, Matjaž iz Geta, tudi on. Mimogrede lahko povem, na Minoritih imamo 23.5. predstavitev moje nove plate, pa pride tudi Easy G z Young Fireflyem, ta bo to odpirala koncert, tako da to zdaj prvič razkrivam. Krasno. Ker smo včeraj potrdili in sem ful vesel tega, zato ker mimogrede zdaj, ko sem se ravno spomnil na Easy G-ja, on me je tudi na faksu učil slovnico in skladnjo angleščine, tako da zelo zanimivo, kako se to vse prepleta. Skratka, če grem nazaj na te zgodbe, jaz sem v bistvu potem ful pozno, ko me je začel zares brati, jaz dolgo cajta me branje nekako ni zanimalo, še ko me v času faksa sem odkril, kako je v bistvu v resnici fajn brati, in potem sem pa postal kar obseden z branjem in potem sem pa požiral vse možne zgodbe. Ko sva se pogovarjala o tej pripovednosti, lahko vprašam, če je skladba Srebrne niti v bistvu napisana po zelo konkretni osebi. Je to babica ali? Prababica. Prababica. Ja. Po zelo konkretni osebi. Ona je bila taka... Pri nas je bil v bistvu nek matriarhat, v bistvu, dokler je bila ona živa. Vsi so za kakšne pomembne odločitve se obračali na njo. Vedno je bilo treba preveriti, če se bo ona zdaj z neko stvarjo strinjala. To mi je bilo ful zanimivo, ko sem jaz to odraščal, kako so vsi imeli tako spoštovanje do nje. Ampak ja, ful imam nekih lepih spominov na njo, kako je delala pecivo, kako smo se družili tam, vsi so kofetkali. Res je, ona je imela ful otrok, mislim, da se zdaj sploh nisem ziher, ker 7, mislim, da živorojenih. Tako da to je bila kar velika familija in ko sem jaz bil še res, ne vem, tam 5-6 let star, to so se vsi potem zbirali tam pri njej in to je bilo ful zanimivo, je bilo odraščati v takem okolju. In ja, Srebrne niti so pa čist konkretna zgodba v bistvu o njej. Ja. Prej si omenil Easy G-ja pa Klemna, to so zdaj torej tvoji kolegi v bistvu glasbeni, ne? Lahko tako rečemo? Wow. Lahko tako rečemo? Wow, ja, očitno. Ja. No in sem želela vprašati, oziroma dobivam občutek, da očitno ne drži ta rek, da nikoli ne spoznaj svojih idolov. Da bolje, da jih ne spoznaš, ker te lahko razočarajo. Verjetno to drži pri nekaterih, ampak pri njima zagotovo ne. Mislim, sem ful vesel, da sem spoznal in enega in drugega. To pa res, to pa se štejem v tako čast. Mislim, ful je enih
ljudi, ki sem jih poslušal kot otrok, ne, raznih raperov slovenskih, in sem jih potem kasneje tudi spoznal, z nekaterimi sodeloval, in meni je to največji respekt, ki ga lahko dobim, je to, da lahko sodelujem z nekom, ki je oblikoval mene, ne, in ki sem ga občudoval kot otrok, tako da to mi je res wow. Tako da zdaj, ko slišim, da smo mi zdaj reperski kolegi, mi je tako totalno nerealno. Tako bi jaz ocenila in mislim, da drži, no. Zdaj, ves čas se vrtiva tudi malo okrog Gornje Radgone, kjer si odraščal, tako da zdaj prideva seveda do narečja in tega, da poješ v njem. Leta 2022 si v intervjuju za Večer o narečju dejal, da se ti zdi, da je to narečje za slovensko javnost še vedno nekaj eksotičnega. In pokazatelj tega je tudi dejstvo, da se na intervjujih bolj kot o vsebini svojih skladb pogovarjamo o narečju. Zdaj nočem ponoviti te napake, ne? Zato sem vprašala tudi kasneje v pogovoru, ampak vseeno se ti zdi, da v tem času se je to že malo spremenilo. Je torej to narečje še vedno nekaj eksotičnega oziroma še vedno te vsi prepoznavajo najprej potem? Se še dogaja, ja. Ni se še popolnoma spremenilo, sem pa opazil, da zdaj so to pogruntali, pa žal bom spet zaplaval v te vode, ampak to so pogruntali tudi politiki, ne. Naenkrat vsi pomurski politiki gučijo zdaj, ko nagovarjajo ljudi, kar mi je bilo blazno smešno, ne. Zato, ker še kakih 8 let nazaj tega ni bilo v tej meri, ne. Zdaj pa vidiš te posnetke pomurskih politikov, ki tako fejst poudarjajo to svoje narečje, ko mi pa gučimo, ne, in se mi je pač, ne vem, to se mi je pač smešno. Mislim, fine, whatever, ne. Delaj, kaj češ. Ampak hecno se mi je zdelo, ko sem to opazil, da zdaj je to neka nova zadeva. Ampak ja, očitno to deluje, ne. Ker zdaj se pogovarjamo razmeroma neki knjižni, ne, zborni slovenščini, ali kak. To je potem tudi zavestna odločitev na podcastih oziroma v intervjujih tvoja. Jaz imam to večen problem. Mene avtomatsko potegne, ko nekdo začne gučati v neki knjižni slovenščini, pol jaz preklopim v neko pošvedrano knjižno slovenščino. Ja, ne vem, če sem čisto iskren, to delam zelo podzavestno. Mogoče glede na to, ker to cela neka moja stvar, bi moral to malo bolj zavestno delati, ampak ne vem, zdi se mi, da enostavno pogovor lepše teče na tak način, če bi zdaj gučal in pol bi spet skakal nazaj v neko knjižno slovenščino. Tak pač gučim, tak zdaj jaz delam in tak bom delal v prihodnje, je kak je. Saj nič narobe. Sicer praviš, da nisi purist, ne, v jeziku. Točno to. Tako, no, to sva zdaj povzela. No, pa tudi, kar se tiče zdaj mojega rapa, ne, tudi nisem zdaj 100% v narečju in ne grem zdaj vse besede spreminjati v neke narečne, pa ne grem poudarjati nekih besed, da bojo zvenele še bolj narečno, samo zato, da bo narečno. Probam repati tako kot gučin. Za marsikatero temo bi čudno izpadla, če bi jo šel, ali pa včasih niti nimaš mogoče besedišča v narečju in pol je ful čudno, da bi zdaj neko res hardcore narečje fural, pol pa vstavljal, ker je pač neka družbeno kritična tema, pa bi vstavljal pol neke ful knjižne ali pa besede z nekega zelo specifičnega področja, ne. Probam loviti to neko mejo med res pristnim narečjem in tem, da se ne omejujem pri izbiri besed, no. Edino, če ne. Edino, če ne. Tako, kolikokrat dobiš to foro prodano nazaj? Pa se dogaja. Prej sva se pogovarjala tudi malo o novinarjih. Nekaj časa si razmišljal, da bi postal novinar, drži? Ja, nekaj časa sem razmišljal v tej smeri. Nikoli ni prišlo do tega, ne vem. Pisal sem sicer za neke intervjuje za Spekter v študentskih časih,
pa delal sem kot področni urednik za prevode na litro jezika, kar ni glih novinarstvo, ampak ne, v tej smeri nekako. Delal sem nekaj časa na Maršu, ko sem jo oddajal o rapu. Tako da jaz pogledoval sem se s tem poklicem, ampak nikoli zares se nisem all in podal v to smer. Mogoče boljše zdaj, ko gledam nazaj. Ali bi pa bil zelo dober in zelo kritičen raziskovalni novinar? Mogoče. Ne vem. Zdaj rekel si, da nisi ravno veliko delal literarnega prevajanja, ne? Ampak vseeno, koliko misliš, da ti je... Zdi se mi, da pač prevajalci, ne glede na to, na katere področje delate, ne, oziroma si delal, seveda vas odlikuje neki izostren občutek za jezik, ne, za pike in vejice in za zvene in pomene, ne. Se ti zdi, da ti je to vseeno, no najbrž ne, nekje vidiš to povezavo med tem prevajanjem pa tem, da se ukvarjaš z besedili, da se ukvarjaš z glasbo? Mislim, težko zdaj ocenim, koliko je eno vplivalo na drugo, ne. Ampak sigurno ti študij jezikoslovja da drugačen pogled na jezik. Posledično, seveda, rap je forma, sploh ko pišeš besedilo, ki se ukvarja, pri kateri se res moraš ukvarjati poglobljeno z tekstom, tako da jezikoslovje ti sigurno da drugačno dojemanje tega, na kak način, kaj zapakirati, kaj je pomembno upoštevati pri jeziku. Zdaj literarno res nisem dosti prevajal, ali pa vse nisem dosti izdal. Sem pa bil, v bistvu to me mogoče, kar se prevajanja tiče, mogoče sem več kot od študija odnesel od obiska literarnega seminarja na Premudi. To je, oziroma seminarja literarnega prevajanja. To je en seminar, ki je organiziran nekako v sodelovanju z avstrijsko Teograško univerzo. In v bistvu gre 14 študentov potem vsako leto na morje, na Hrvaško, na otok Premuda in tam se potem 14 dni delajo prevodi v tandemih, se pravi en Slovenec, en Avstrijec. Avstrijci prevajajo v nemščino iz slovenščine, Slovenci obratno. Takrat, ko sem bil jaz, ne vem, kak je zdaj, ampak takrat, ko sem jaz obiskal ta seminar, še tam ni bilo interneta, tako da smo bili odrezani od te podatkovne baze, ne? In je ful dobro, zato ker potem se z vsemi pogovarjaš in v bistvu cele dneve razmišljaš o besedilih in iščeš neke prevodne rešitve in vse je zastavljeno tako zelo skupnostno, skupna kosila, večerje, in skratka zelo spodbudno okolje za nekoga, ki se želi ukvarjati s prevajanjem, zlasti literarnih besedil seveda. Dosti mi je dalo misliti, ne, ful sem se naučil vsega tam in lahko študentom samo priporočam to. Zdaj, če imam že priložnost, da še malo reklame naredim za ta seminar. Ko se pogovarjamo o tvoji glasbi, se mi zdi, da seveda izstopajo ti glavni hiti, kot so Nesen, ki sva ga omenila na začetku, pa potem Kinderspiel, pa priredba Kreslinove skladbe, torej tista zakartana ura, in do tega še se prideva, ampak bi te vseeno želela vprašati, če je morda kakšna skladba, za katero bi sam rekel, da je glede na to, kaj pomeni tebi, ali pa kako se ti zdi narejena, dobila premalo prostora, premalo publike in bi jo, mogoče je to priložnost, da jo izpostaviš, še kakšna, ki ti je posebej ljuba, pa ni tako med prvimi, na katere se spomnimo, ko pomislimo na Leopolda I. Mislim, vse moje skladbe so moji baby, ne, mislim, to težko diskriminiram. Zdaj, nekatere se potem bolj prebijajo v javnost, druge manj, kar je normalno, ampak jaz tu ne bi diskriminiral, bi pa priporočil vsem, ki jim je všeč mogoče, ki so jim všeč ti hiti, da grejo poslušati še preostalo muziko in da si res vzamejo čas, pa se poglobijo v to, ker bi znali najti kako presenečenje.
Torej, tista zakartana ura, protivojna tematika, torej na Kreslinovo zakartano uro in eden izmed verzov, ki se me je mogoče še posebej dotaknil, ki se mi zdi, da se ga da ves čas uvrstiti v katerikoli prostor in čas, sploh pa tudi zdaj, torej, ker človeštvo v vojni nikoli ne zmaga. To se mi zdi eno tako sporočilo te pesmi. Ja, je eno od njih. Ja, potem pa torej Kinderspiel, ne, malo bolj vesela, malo bolj poskočna, torej priredila te nemške pesmi Ale Kinder, priredil si jo za slovensko publiko, kaj si torej spreminjal oziroma kako si jo naredil posebej privlačno za nas in kje misliš, da si najbolj zadel, torej to slovensko s primerjavi z nemškim prostorom? Ja, mislim, meni je bilo ful zabavno najprej to delati, ne, ker že v nemščini se mi je zdelo ful posrečeno, ne, pa v resnici je to nekaj, kar je v nemškem okolju v bistvu neka izštevanka otroška, ne, mislim v raznih vrtcih, šolah se zafrkavajo z temi forami otroci, brez rim sicer, ampak ta fora, da nekoga izključiš z to, s tem verzom. Jaz mislim, da je pri nas, oziroma zakaj je tak uspeh doživela ta pesem, mislim, da je dosti prinesla glasba. Mislim, da je band tu opravil izjemno delo, da smo sploh šli v to smer nekega, se ne vem, surf, rock, punk, se niti ne vem ska, se niti ne vem točno, kako bi žanrsko opredelil. Ne vem, vse skupaj se je nekako tako fino zleplo, da očitno dela, ne. Iskreno niti približno nisem pričakoval tak pozitivnega odziva ali pa takega navdušenja nad to pesmijo, ker iskreno meni je, ja, ok, dobra fora, ampak niti približno mi ni tak všeč komad, kot zdaj mogoče kot je izpadel mogoče v očeh drugih ljudi, ne. Pa sem ga tudi, imam ga tu, imam ga vrh glave, tako če sem iskren. Ampak ja, mislim, zadeva je očitno funkcionirala, zdaj kaj so vse te, ne vem, podrobnosti, zakaj je to tako zapalilo, to pa lahko kdo drugi analizira, mislim, meni se s tem ne da ukvarjati, ker kot rečeno, imam vrh glave te pesmi. Aha. Dobro, ampak vseeno, mogoče s katerim otrokom si se našel, v katerem tem otroku si mu najbližje? Mislim, Majki, ki se fura z bajki, ne, mislim, takrat še niti izpita za avto nisem imel, ne, in sem se fura z bajki, tako da to je zelo odkrito in iskreno bilo. No, ko smo ravno pri tem, ne, dolgo nisem vedela, da je Leopold torej Da nimam izpita za avto, zdaj, ker že imam. Poprosti. Ja, torej, da je Leopold priimek, ne? Tvoj priimek? Ja. Ime pa je torej Mihael, ne? Ja. In zakaj potem ta prvi? Da je bolj uradno. Ja. Ja, dobro. No, jaz sem želela še deliti, da jaz sem se pa najbolj smejala pri Manci, ki ima laktozno intoleranco. Tam sem se pa našla jaz. V redu, prej si dejal, se že počasi zaključujeva, prej si dejal, da si precej pozno ugotovil, da je branje fajn. Kaj bereš trenutno? Kak je naslov? Ta nek vlak v Lizbono. Viš, da se ne spomnim točno naslova knjige. Niti avtorja, nek španski avtor. Vidiš? Bomo pogooglali. Boste pogooglali nek vlak za Lizbono. Naslova si nisem zapomnil, ampak mi je pa všeč mi je knjiga zaradi tega, ker govori v bistvu o enem starem zagrenjenem, pa niti ni toliko zagrenjen, bolj je ukalupljen profesor v svoje rutine in na neki točki ga ena ženska, ki hoče skočiti iz mosta in narediti samomor, ne, to ga ful pretrese in jo ustavi in pol se mu zaradi tega popolnoma spremeni življenje in ona je Portugalka in pol se on odloči, da bo pa zdaj odpotoval na Portugalsko, da bo šel v Lizbono in se naučil jezika in to naredi za nekega starega človeka, ki se hoče nekako osvoboditi jarma tega vsakdana, ki ga živi. Je to taki presunljiv preskok in malo spominja mogoče na kakega na čarovnikovega vajenca ali
mogoče na Hermann Hesse, Steppenwolf, se pravi, v tej smeri je knjiga, ampak za Boga, da se ne bom spomnil naslova. Zdaj, ko si omenil še te stvari, sem se spomnila, eden izmed zadnjih singlov, morda celo zadnji je Mej se rad. Zaden, je to Ja, najnovejši? to je zadnjo, kar smo izdali decembra. Pa da vseeno se zdaj to ne bo slišalo preveč poduhovljeno ali kakorkoli, ampak vseeno moram vprašati, kako se imeti rad, kako se imaš rad? Ja, poskušam se imeti rad na način, da ko vidim, da imam ful dela in da pozabim na sebe, da sem v neki dolgo časa v neki coni, ko več sploh ne diham zraven, sploh za računalnikov, ne, ko se čisto potopim v delo, se probam malo oddaljiti od tega in za trenutek začutiti svoje telo. Aha, v prostoru in času sem še tukaj, zadihati. To so take male stvari, ki mislim, da na dolgi rok, če vsak dan se na to spomniš, kar pomagajo z raznimi anksiozami in podobnimi zadevami, česar je v tej družbi socialnih omrežij danes še toliko bolj pomembno, glede na to, da smo vsi za ekrani cele dneve. Probam si vzeti čas brez teh ekranov, iti na kak sprehod, športam, jem dobro, rad kaj skuham, to je moja terapija, je kuhanje, tako da to mi je ful fajn. Nič take, vsakodnevne stvari, druženje s prijatelji, vse pa kak je obisk pri družini tu pa tam. Mislim, da so vse to neke stvari, ki te malo prizemljijo, ki te postavijo v prostor in čas in tega, da se zavedaš svojega telesa in samega sebe in ja, na ta način se probam imeti rad. Napovedal si nov album, ki bo šel torej maja. Kaj lahko pričakujemo? Ja, ful novega materiala, mislim. Če je bil prvi album usmerjen ful v družbo, je mogoče drugi malo bolj usmerjen v mene, malo več je teh nekih osebnih zgodb. Ampak to ne pomeni, da so vse neke zafrustrirane, ene par zabavnih dogodivščin sem zapakiral notri. Naslov albuma je Dober den, tako da prinašamo nekaj dobrega. Prvi je bil pa Dobro jutro. Prvi je bil Dobro jutro, ja, tako da lahko ugibate, kaj sledi. Večer, seveda. Ja, mogoče bo samo še Lahko noč. Ja, šli smo žanrsko v še večjo raznolikost, kot je bila že na prvem albumu. Tako da jaz verjamem, da smo naredili en vrhunski izdelek, to sploh ne dvomim, ful se veselim, da ga slišite. Spoti so pripravljeni, muzika je pripravljena, zdaj samo še zapakiramo to na en CD in naredimo en boom v maju. Ta podcast bo objavljen v petek, v soboto te lahko slišimo v Ortobaru. Yes, vljudno vabljeni v Ortobar v Ljubljano v soboto, se pravi jutri. Sicer pa dobrodošli na Minorite, 23. maja bomo špilali Leopold I in II z gosti. Easy G and Young Firefly bosta odpirala za nas afterparty Mrigo. Torej, tvoji glasbeni kolegi in tvoja skupina. To je to. Tako. Najlepša hvala, Leopold I, za obisk v studio. Hvala za povabilo. Hvala tudi vam, da ste zdržali do konca. Sledi še napoved, kaj bomo lahko brali v Večeru v soboto in v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, kaj bomo brali ta konec tedna? V sobotni prilogi analiziramo povolilno kombinatoriko. Kako so volili mladi, kakšna je evolucija slovenskega volilnega procesa, od kod drobljenje. Kako in zakaj krepi vrste med mladimi SDS? Obrat v desno pri mladih sogovorniki analizira Franja Žižt. Petra Lesjak Tušek se je pogovarjala s politologom Žigo Vodovnikom o volilnih izidih, o širših aspektih politike in demokratičnemu državljanu kot ogroženi vrsti. Tomaž Ranc pa se je pogovarjal z nekdanjim premierjem Mirom Cerarjem in profesorjem filozofije Bojanom Borstnerjem. Ne le od volitev, zvrti se tudi od višine. Matic Majcen je člani zasedbe Martin Krpan popisal zgodbo albuma Od višine se zvrti, ki skoraj 40 let po izidu še vedno velja za eno najboljših rock plošč v zgodovini slovenske glasbe.
Vremenoslovec Anže Medved ni le znanstvenik, je navdušenec nad vremenom, klimatologijo in znanostjo. S kolesom je obiskal že 40 vremenskih postaj, tudi na Krvavcu, na Peci in Nanosu, tokrat v podnebnih pričah. Večer v nedeljo pa prinaša naslednje zgodbe. Najboljši grafit je že 30 let tisti na Lentu. Z vsestranskim mariborskim ustvarjalcem Teom Ivančičem Teosonom o grafitih in ulični sceni v Mariboru, grafitarskih trendih, ki gredo v ekstreme, pranju denarja v umetnosti in tetoviranju. Nogometni prvak po afriško, pridite po pokal, če si upate. Duh šejka iz leta 1982 ponovno straši. Senegalci so se sprehodili od zmage na igrišču do poraza v pisarnah, pokal skrili v vojaško bazo, v nogometnem kaosu pa še nekaj časa ne bomo vedeli, kdo je pravi prvak Afrike. Anita ni nikoli praznuje 30 let. Kaj imajo skupnega skupine Kameleoni, Faraoni in September? Vsaj v nekem obdobju je bil njihov član Tulio Furlanič, brkati 76-letnik, ki je pomembno zaznamoval domačo glasbeno sceno. Pedofil iz bristolskega vrtca obsojen na 24 let zapora. Primer nekdanjega vzgojitelja je pretresel britansko javnost in razgalil temno plat sistema, ki naj bi varoval najranljivejše. Sodišče ga je obsodilo na 24 let zapora zaradi spolnih zlorab otrok, starih komaj 2 in 3 leta. Naj bodo te ne preveč pomladne temperature razlog, da ostanete na toplem in vzamete v roke časopis. Lep vikend!